Generalni sponzor oddaje je Lumar. Dober dan in lepo pozdravljeni v jesenski oddaji Za zdravje. Veliko žensk se potihem boji menopavze. Vročinski valovi, potenje, nespečnost, nervoza, anksioznost in drugi neprijetni simptomi zelo različno prizadenejo ženske in jim v veliki meri spremenijo življenje. Ste vedeli, da lahko z določeno hrano, zelišči, začimbami in prehranskimi dopolnili bistveno pripomoremo k boljšemu počutju in zmanjšanju težav v menopavzi? Danes bomo govorili prav o tem. Ana, povejte nam, kako pravilen izbor hrane vpliva na hormonski sistem. Ne samo izbor hrane, ampak tudi gibanje, prehranska dopolnila, vse skupaj tvorijo eno celoto, ki lahko zelo omili večino neprijetnih stranskih simptomov, ki jih ženske doživljajo v obdobju menopavze. Naprimer, že to, da izločimo slabe maščobe. Kako lahko posameznik to zelo hitro naredi? Uporablja predvsem dobre maščobe. To so tiste maščobe, ki so nehidrogenirane, naprimer laneno olje, kokosovo olje. Opozorila bi tudi, da je primerno, da vključimo čim več izdelkov iz fermentirane soje. Namreč italijanska študija je pokazala, da je vnos izdelkov iz fermentirane soje kar za 45% zmanjšal vročične valove, ki so jih ženske doživljale v obdobju menopavze. Velja vključiti tudi veliko polnovrednih žit v naš jedilnik. Namreč polnovredna žita blagodejno vpliva na estrogenske ravni v telesu, tako da lahko vključimo polnovredni riž, kvinojo. Ana, tekočine pa so tudi pomembne, kaj ne? Vsekakor. Priporočamo pitje regradovega čaja, naprimer. Zelo bogat je z magnezijem, tako da pripomore k boljši gostoti kosti. Hkrati pa blagodejno učinkuje tudi na naše jetra in ledvice v smislu čiščenja teh dveh organov. Omenila bi še alge. Zakaj vključiti alge na jedilnik, kadar imamo tovrstne težave? Recimo na Japonskem, kjer so alge del vsakodnevne prehrane, so ugotovili, da samo 10–20% žensk doživlja naprimer vročične valove, pa tudi druge simptome v primerjavi z našim delom sveta, kjer se to zgodi kar 70–80% žensk. Raven tako, naj se na jedilnik vsakodnevno vključijo živila, ki so bogata z estrogenom, naprimer laneno seme, oreščke, jabolka, zeleno, alfa kalčke. Kaj pa zelišča? Vsekakor. Kitajska angelika je morda ena izmed najbolj popolnih rastlin, ki podpirajo hormonsko ravnovesje in zdravje žensk. Potem seme sabljastega tripleta, ki ima visoko raven testosteronskih izoflavonoidov, pa tudi progesteronov. Katere vitamine in minerale pa je potrebno dodatno uživati? Jaz bi priporočala, da vključimo vse zelišča, ki sem jih prej naštela, v kombinaciji z vitamini in minerali. Tako bo učinek zagotovo najbolj efektiven. Od vitaminov bi izpostavila B-vitamine, skupine B-vitaminov, izboljšajo cirkulacijo, blagodejno vplivajo na mentalno, živčno funkcijo, potem kalcij in magnezij vsekakor, ker zmanjšuje razdražljivost, ščiti kostno gostoto. Potem kvarcetin. Kvarcetin je flavonoid, ki ga recimo v naravi najdemo najpogosteje v čebuli in pripomore k zmanjševanju vročinskih valov, pa tudi vse ostale vitamine in minerale. Zaradi tega, ker so popolnoma vsi potrebni za normalno delovanje hormonske funkcije. Najbolj enostavno je najti izdelek, ki bo vključeval tako zelišča, kakor sintetizirane vitamine in minerale. Ker če bi mi na svoj jedilnik vključili vse te posamezne skupine, poleg živil, bi bilo to naše prehranjevanje lahko zelo zamudno, pa tudi drago. Tako da jaz bi ženskam svetovala, da v izbranih trgovinah, lekarnah povprašajo po izdelkih, ki že vključujejo vse te zelišča, vitamine, minerale, vse komponente, ki jih potrebujejo za
optimalno hormonsko ravnovesje.